Daruj energijo za življenje. Kri je življenjska tekočina, ki poganja naše telo. Na srečo je kri, sicer najdragocenejša tekočina, tudi nadomestljiva. Medicina se trudi, da bi kri izdelali umetno, vendar takšnega uspeha še niso dosegli. Zato lahko kri nadomestimo samo s krvjo drugega dajalca. Pri tem gre za veliko humanitarno dejanje dajalca krvi, ki v Sloveniji še vedno poteka prostovoljno z veliko mero čuta za humanost in sočloveka. Zato se organizirajo redne krvodajalske akcije, saj krvi, ki se potrebuje za oskrbo bolnikov, ni nikoli dovolj. Družba Petrol, Rdeči križ Slovenije in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino so zato začeli sredi maja vseslovensko krvodajalsko akcijo z naslovom Daruj energijo za življenje. Akcijo so javno podprli znani Slovenci in Slovenke. Tako so želeli opozoriti ljudi na pomembnost krvodajalstva in jih spodbuditi, da postanejo redni krvodajalci. Zakaj so pomembne krvodajalske akcije, je povedal predsednik Zavoda za transfuzijsko medicino Igor Velušček. V povprečju na vsak delovni dan se odzove na naše krvodajalske akcije v Sloveniji 400 krvodajalcev, povprečni odvzem krvi je 400 ml, se pravi, če pogledamo pa letne podatke, so pa bili res doseženi rekordi v letu 2009, ko se je odzvalo na krvodajalske akcije več kot 110 tisoč krvodajalcev, lani 106 tisoč, tako da smo s tem odzivom zadovoljni. Seveda se pa zavedamo, da moramo še vedno spodbujati v bistvu krvodajalstvo, zato je ta akcija pomembna. Pomembna je za dvoje, da se vpisujejo novi, možnost vpisov novih, in da mi kontrolirano tudi sprejemamo krvodajalce s tistimi krvnimi skupinami, ki trenutno primanjkujejo. Tako kot danes, naprimer danes primanjkuje krvne skupine A pozitivno in vseh ostalih krvnih skupin RH negativne. Brez Rdečega križa, ki je vseskozi glavni nosilec krvodajalskih akcij po Sloveniji, ne bi šlo. Kakšna je vloga te humanitarne organizacije, nam je povedal predsednik Franc Košir. V lanskem letu in predlanskem letu smo dosegli maksimum, največje število krvodajalcev, sploh v obdobju krvodajalstva v Sloveniji. Če govorim seveda in omenjam Slovenijo tudi kot republiko v nekdanji Jugoslaviji, ker sem prej povedal, da je to 58-letnica in letos, oziroma lansko leto in predlanskem je bilo to število 111 tisoč krvodajalcev. Tudi v letošnjem letu delno narašča. Tako da smo izredno zadovoljni. Predvsem smo pa zadovoljni še s tem, da je v letošnjem letu na novo prišlih krvodajalcev celo 12,5% vseh tistih, ki so dali v letošnjem letu, ker je tudi, bom rekel, še nikdar ni bilo toliko povečanje v tem kratkem času. Boste vi tudi darovali danes? Jaz sem pa že prestar. Maja je 65 let, tako da ne morem. Upam, da sem še toliko zdrav, da bi jo lahko, ampak na žalost. Ja. Med tistimi, katerim so na začetku akcije odvzeli kri, je bil tudi slovenski zunanji minister Samuel Žbogar, ki je sicer znan kot tudi tisti minister, ki zna sedenje po pisarnah in sejnih sobah ter konferenčnih dvoranah zamenjati za tek in druge telesne dejavnosti v naravi. Najprej Petrol me je povabil k tej akciji in s tem povabilom me je spomnil
enostavno, da je krvodajalstvo ena žlahtna dejavnost, da lahko s krvjo pomagaš nekomu drugemu, da ohrani življenje. Sam sem sicer nagnjen humanitarnim akcijam, sem jih v preteklosti tudi že delal in to povabilo je nekako sprožilo v meni enostavno reakcijo, ja seveda, kako to, da se nisem prej tega spomnil in s tem začenjam svojo krvodajalstvo. Na Petrolu že dolgo več ne točijo samo bencina, prodajajo kruha in elektrike, sedaj tudi spodbujajo k dajanju krvi. V ta namen je družba Petrol vzpostavila spletno stran www.daruj-kri.si, ki od 17. maja dalje vsak dan ažurno prikazuje skupno stanje zalog in potreb po krvnih skupinah v vseh centrih za transfuzijsko dejavnost po Sloveniji. Na ta način se lahko vsak posameznik takoj prepriča, ali primanjkuje krvi njegovega tipa. Posamezniki, ki pa se doslej še niso vpisali v bazo krvodajalcev, lahko to storijo prek spletne strani. Tomaž Berločnik, vodilni petrolovec, je v pomenu krvodajalstva in akcije dejal. Poglejte, trenutno, kolikor kaže statistika, ne, ampak problem je to, da je upad mladih in mladi uporabljajo pa internet. Zato smo vso zadevo spravili na internet, da bi preko mladih dobili nove krvodajalce. Delamo za prihodnost. Cilj akcije je pridobiti čim več novih krvodajalcev, ki bodo na razpolago za darovanje v trenutku, ko bo potreba po krvi njihove krvne skupine narastla. Shranjena kri ima namreč omejen rok trajanja, zato je krvodajalstvo po potrebi ključnega pomena, da ne prihaja do prevelikega nihanja zalog krvi. Prav tako se na Zavodu za transfuzijsko medicino poleg splošnega pomanjkanja krvi srečujejo z nihanjem zalog določenih krvnih skupin. Zato se tudi vi odločite, da boste darovali kri.